zakaj ravno danes ta predstavitev, ker članek je od danes nekje 2 ponoč postal online. Prej sploh ni bilo dostopa in imeli smo tudi embargo za karkoli povemo, kar smo delali in kaj smo delali. Avtorji so, predvsej pisana druščina avtorjev je sodelovala pri tem, pri čemu smo glavno vlogo imela jaz in Jean-Marie Tarascon iz Collège de France, ki smo si skupaj delila postdoktorskega študenta Eric McCalla, kanadskega državljana, ki je delal v leti pri nas in tudi pol leta prišel na našem institutu. Je pa seveda tu notri, je pa še so drugi raziskovalci od raziskovalcev iz Antwerpna, mikroskopija, do raziskovalcev iz OJA, XPS, Dominic Fo in Daniel Gombo, potem Peter Novak, DEMS študije, Mariljes, DFT kalkulacije. Preden začnem, bi rad mogoče par stvari povedal o baterijah. Zakaj sploh, kje smo in kaj sploh potrebujemo in kako mislimo nadaljevati. Mislim, da vsakdo od vas ima vsaj z eno litij-ionsko baterijo dnevno. Polnjenje, praznjenje mobitelov, računalnikov in tako naprej. No in vedno, ko govorimo o energijski gostoti, govorimo o energijski gostoti na volumen in na kilo. In če sedaj to rečemo, to je lažje, bolj bojo, večja bo ta številka lažje bodo in večja bo tukaj številka manjše bodo. Se pravi, kaj potrebujemo za avto? Avto praktično potrebujemo manjše, ker lažje lahko naredimo. Mi lahko zamenjamo, ne vem, šasijo, dele, jeklene dele s karbonskimi deli, ki so veliko lažje. Ne moramo pa narediti neke velike ladje, ki se bo premikala po nekih oskih ulicah, nekega sredozemskega mesta. Pravi, da moramo narediti manjše. Potem naslednje, kar pa je potrebno gledati, je vedno, kaj je energijska gostota same enote, same celice in potem, ko pride v sistem. Sistem pa pomeni celotno varnostni sistem, skupaj z elektroniko, skupaj z vsemi upravljalci, ki so potrebni. Se pravi, to je stanje danes, to je v bistvu stanje, ki ga načrtujemo s tem razvojem, ki ga tudi danes v bistvu bom predstavil. En mozaik tega razvoja. Potem pa verjetno smo veliko še slišali o litij-žveplovih akumulatorjih, ker ta razvoj poteka pri nas. Imajo v bistvu višjo, so lahko lažje, ne morejo biti pa tako manjše. In litij-zrak akumulatorji, zopet, če gledamo na osnovi sistema, so lahko malce lažje, ne morejo biti veliko manjše. Večji del teh raziskav upravljamo tudi pri nas na Kemijskem inštitutu. Vsem je znano, da pač Kemijski inštitut koordinira 2 evropska projekta. Enega v FP7 inicijativi, enega v Horizon 2020 inicijativi. To je zelo dobro podprto delo s strani Evropske komisije in tudi rezultira zelo dobrimi rezultati. Drugi segment raziskav so tako v bistvu delo je sodelovanje z korporacijo Honda na magnezijevih akumulatorjih, kjer smo, v bistvu, tole bo objavljeno čez nekaj dni, imamo na naslovnici v bistvu tudi prvi nov koncept magnezijevega akumulatorja z organskimi baterijami. Danes smo tu, v bistvu, da pač predebatiramo o tretjem segmentu v našem laboratoriju, in to so litij-ionski akumulatorji, kjer pa je delo predvsem trenutno sponzorirano iz strani Evropske mreže Alistor. To je v bistvu virtualni laboratorij, ki je združba približno 20 raziskovalnih inštitucij in okrog 20 industrij, recimo Bosch, Pass, Renault, velikanje evropske industrije, in imamo redno vsake pol leta sestanek, kjer v bistvu predebatiramo smernice. V tej mreži Alistor sem bil dolgo časa tudi vodja enega segmenta raziskav in praktično iz tega potem izhaja vse to delo, ki ga bom danes predstavil. Alistor pa tudi, kot sem omenil, podpira študente in v bistvu z tega je možno tudi raziskovanje za njih. No, v sredino bi pa še moral dati modeliranje, ki v bistvu pokriva vse te 3 segmente raziskav na baterijah, no, to je to predvsem področje profesor Gavrška in dr. Muškona.
V Aristoru je tudi Collège de France, kjer sva skupaj z kolegom profesor Taraskonom zaprosila za dve pozicije leta 2014 in obe so bile odobrene. Postdoktorski raziskovalec Erik Makala, ki je avtor tega članka, in Florian Strauss, ki je trenutno doktorant z deljenim mentorstvom med našo univerzo in Pierre Marie Curie univerzo v Parizu. Mogoče bi samo še omenil kvaliteto, v bistvu kolega iz Francije je nesporno večja kvaliteta v obliki ta indeksa in še ni rezultatov na mene. Še malenko se bom zamudil pri trenutnih litij-ionskih akumulatorjih. Vse to, kar imate v žepu, ima pozitivno elektrodo, ki ima približno kapaciteto 150 mAh na gram in nekje napetost 3,9, če govorimo samo o pozitivni elektrodi. Ko to skupaj združimo z grafitom, dobimo nekje 3,6 V napetosti in praktično princip je takšen, da imamo med polnjenjem litijevi ioni prehajajo iz katode na anodo in med praznjenjem nam prehajajo nazaj. Če hočemo mi povečati kapaciteto, kaj lahko naredimo? V bistvu, čisto fizikalno moramo ploščino pod praznilo krivuljo moramo raztegniti. Zdaj, ali bomo raztegnili takoj, je čisto odvisno, kako se lotimo problema. Najboljše bi bilo v obe smeri. Ampak, za povečanje kapacitete v to smer, se pravi, da imamo večjo dolžino praznjenja pri isti masi, potrebujemo več litija v strukturi in potrebujemo multielektronski sistem v strukturi. Se pravi, potrebujemo neko prehodno kovino ali pa nek drug sistem, ki bo lahko reverzibilno izmenjaval elektrone. Višja napetost pa lahko dosežemo tako, da se igramo bodisi z prehodnimi kovinami. Vemo, da recimo kobalt dajo višjo napetost kot mangan in mangan dajo višjo napetost kot nikel. Lahko se igramo tudi z kako bo v bistvu koordinirana ta prehodna kovina. In z tega izhaja tudi ven, kako močna bo vez med prehodno kovino in kisikom in v bistvu bolje vez ionska, višja bo napetost, bolje vez kovalentna, nižja bo napetost. To so vse znane dejstva, ki smo tekom zadnjih 10-15 let v bistvu razumeli. V vseh teh enostavnih katodnih materialih je ponovadi prehodna kovina optično koordinirana z 6 kisiki. In sedaj, če predpostavimo, v bistvu imamo na eni strani litij, bodisi kovinski litij ali bodisi litij, ki se nam vrljuje med grafitne plasti. Na drugi strani imamo pa d orbitale prehodne kovine. To v bistvu nam daje neko napetost, delovno napetost našega akumulatorja. Sedaj pa vidite, če bolj pomikamo to v to smer, višja napetost bomo lahko imeli, ker niže pokiti ne moramo iti, nažalost. Obenem smo pa deloma tudi omejeni z obstojnostjo elektrolita na spodnji strani in tudi z obstojnostjo elektrolita na zgornji strani. Se pravi, če mi raztegnemo okno, moramo še obenem najti boljši elektrolit, ki bo v bistvu bil obstojen v bodisi enem ali bodisi drugem področju. Drugo, kar se nam še dogaja, pa je v bistvu, ko mi vzgrajujemo litij ven iz katodnega materiala, se nam ta d orbitale pomaknejo v bistvu področje kisikovih p orbital, potem se nam pa stvar začne zapletati. Tukaj pa, če imamo pa prepletanje, pa v bistvu teoretični fiziki, teoretični kemiki fiziki takoj vejo, da bo to v bistvu nek mešani redoks potencial, lahko ponestavim v bistvu lahko upada na postane tak tem. Se pravi, kisik se vključi v reakcijo in sedaj odvisno, kako se vključi v reakcijo, imamo lahko reverzibilno ali pa popolnoma irreverzibilno reakcijo. No, en primer izmed, kako se kisik vključi v to elektrokemijo, so tako imenovani litijirani oksidi prehodnih kovin. Zdaj, če se spomnite, da v tistem začetnem stavku sem rekel, da imamo LiCO2. Kaj smo sedaj tukaj naredili? Tukaj smo pa v bistvu del litija, del kobalta ali pa nikla mangana,
zamenjali z litijem, tako da imamo v bistvu te plasti, ker bi morala biti prehodna kovina, smo vinili še litij. S tem smo spremenili oksidacijsko stanje mangana na 4+. Da načelno, tako bi rekel intuitivno, se to ne bo delovalo, ne? Ker imamo že 4+, mangana 4+, ne moramo imeti, se pravi, da imamo samo tudi nekaj nikla, ki bi lahko šli z 2+ na 4+. Torej, kapaciteta bo mogoče 100 mAh na gram, ne več. Vendar se pojavi en v bistvu nov efekt, kjer se ta kapaciteta podaljša in je tudi deloma reverzibilna vsaj v začetnih ciklih, vendar če pogledate, kaj se nam dogaja, ne samo, da nam kapaciteta pada, ampak tudi delovna napetost nam pada. In sedaj, če se vrnemo nazaj na sistem, ki sem ga prej omenil, sistem je v bistvu to, kako regulirati posamezne celice in kako jih v bistvu pravilno voditi. To pomeni ta battery management system, kot se imenuje. Če bo padala napetost, bo praktično totalno zmeden oziroma bomo potrebovali takšne napredne battery management sisteme, da bo težko obvladljivo. Torej je potrebno pogledati, kaj je sedaj bistvo tega, kaj je bistvo teh, zakaj pada kapaciteta in kako v bistvu to sedaj odpraviti. No, in to je v bistvu to, kar je dosežek tega sanješčnika. Ta delo se je pravzaprav začela z tem, sem prej že omenil, mojo koordinacijo skupine na katodnih materialih v Alistoru, kjer sem pač, glede na to, da sem sledil literaturo, sem videl, da ta problem obstaja in sem provociral različne raziskovalce, dajmo to v bistvu priti do dna, dajmo to rešiti, dajmo razumeti, ker to je v bistvu naše bistvo, ne samo, da nekaj naredimo, to deluje, ne, ampak dajmo priti do dna, zakaj deluje oziroma zakaj ne deluje. No in takrat je Žurnalsko imel doktorsko študentko financirano iz strani filozofskega ministrstva in sta se lotila sistema litij, ruteni, prehodna kovina, še dodatna na višini kisiter, kisik. No in to je, ta v bistvu material je rezultiral, da smo prišli do prvi cikl je bil sicer malce drugačen, prva polnjenja gremo čez 2 potoje, potem se pa nam stvar stabilizira. Seveda, to je takoj pomembno en dober signal, nekaj smo naredili pozitivnega, zdaj moramo pa pogledati, kaj je to pozitivno. Vemo, da tukaj nam gre ruteni 4+ v 5+, več ne moramo. Se pravi, ostale kapacitete mora biti, se pravi, tale preostali del kapacitete mora biti verjetno od kisika, ker imamo v strukturi samo litij, ruteni in kisik, ali pa recimo kisiter, ki je tudi neaktivni. In takrat je bilo možno s to spojino samo v bistvu uporabiti EPR spektroskopijo, ki je predvidela nastanek oksodimerov, se pravi, ki je predvidela, da imamo mi v bistvu aktivni kisik v strukturi, da ga nismo mogli dokazati še kako drugače. No, takrat je bila tu postavljena ta reakcijska schema, to je vse skupaj objavljeno v Nature Materials leta 2013, kjer praktično vidite, da imamo lahko prenos naboja in potem se na ta naboj, bodisi se nam preko razdelili med kovino in med kisikom, ali pa pride totalno na kisikov atom. To je bila osnova za to delo, ampak delo še vedno ni bilo dokončano, ker še vedno so bili dvomljivci, še vedno je to schemo so zelo dvomili. In so rekli, mi moramo samo narediti dober material in bo delati tudi tisti, ki sem ga prej pokazal. Zato smo odprli novo v bistvu pozicijo, dobila sredstva s kolegom Taraskonom in začela delati na sistemu litij-iridij oksid. Zakaj iridij? V bistvu že preko rutenja smo videli, da so zelo uporabni v bistvu prehodni elementi, ki imajo D orbitale, D5 orbitale oziroma D6 orbitale. In smo našli zelo dobro skenirati vse te elemente v tej konfiguraciji. Se pravi, 2 litija, prehodna kovina in 3 kisiki. Standardna solid state sinteza, nič novega na tem področju. Pripravili smo čisti litij-iridij oksid, mešanico 0,25 in 0,5 oksid. Struktura, če se samo zadržim delno pri strukturi, imamo pa sedaj v bistvu naslednje. Imamo litijeve
litijeve v bistvu layerje, tako imenovane plasti, in imamo v bistvu plasti, kjer je mešan litij in iridij, se pravi 2 iridija in 1 litij, v tem primeru zelen, rdeči so kisiki. Se pravi, kaj mi lahko v bistvu pričakujemo? Mi lahko pričakujemo, da če bomo pobrali ves litij ven, nam bo stvar kolapsirala in da ne bomo več spravno. Ampak lahko pa pričakujemo, da bomo pa vsaj enakomerno izpraznili, ne vem, mogoče te litije, ki so vmes in še 2 tukaj noter in v bistvu tako dobili dokaj visoko kapaciteto. Samo to, da pač struktura je izredno dobra, zdaj pa zakaj pa v bistvu vseh teh materialih ponavadi še pride do intersticijskih vrzeli in v bistvu do mešanja kationskega nereda. Ampak ravno te D6 in D5 orbitale omogočajo močne kovalentne vezi, ki to preprečujejo in v bistvu dobimo zelo dobro urejeno lepo kristalno strukturo, v bistvu skoraj brez defektov in tudi, prej sem že pokazal to sliko, se pravi malice na povečano, ko dopiramo s kositrom, imamo čisto trdno raztopino, se pravi, da se nam kositr zelo dobro razporedi v vzorcu. Elektrokemija je pokazala pa, da če imamo ta litij-iridijev sistem, imamo podobno kot pri litiju te 2 faze, ki se nam vračajo in dobesedno ostanejo. Je nekaj degradacije, ampak to je v bistvu degradacija pri vseh teh baterijskih materialih, ko začenjamo je stalnica. Potrebno je inženiring optimizacija. Potem, ko pa dopiramo s kositrom, pa lahko vidite, da nam v bistvu ta krivulja pride v tako imenovano S-tip krivulje. Tako, če se spomnite tisti primer, začetni primer, ko sem pokazal, ki je v bistvu bila naša osnova za to študijo. In ta S-tip krivulja pa pomeni bodisi, ali imamo tako široko porazdeljena stanja, kovine, ali pa se nam material degradira, v bistvu in naredujejo vakance noter in praktično tega olajša sam transport, ki je noter, da nimamo več dvofaznega sistema. No, še drugo bi omenil, da to je derivativ teh napetosti, se tle noter se vidi, kako se skupaj dobro pada. Na začetku smo se to lotili s pomočjo XPS-a, se pravi fotonske spektroskopije, in tole je v bistvu kisikova orbitala, ki je noter prisotna. In sedaj, če pogledate, ne vem, če se dobro vidi, ampak tele točke so v bistvu točke, kjer smo ustavljali vzorce in jih v bistvu analizirali. Sedaj, če pogledate, že pravzaprav v tej točki, se pravi, komaj da smo prišli čez prvi plato, kjer je splošno bilo postavljeno, da tukaj ni nobene interakcije s kisikom, smo že videli, da v bistvu da kisikove orbitale sodelujejo v redoks reakciji. To je dokaj veliko presenečenje, vendar bom ga skušal kasneje razložiti. Potem, ko na koncu v bistvu pridemo do tega, da je približno 50% kisikov je praktično ima spremembo oksidacijskega, oziroma dobi nekaj naboja, vzame nekaj naboja. To je potem reverzibilno in lahko gre na pozor in dal. Še drugo, kar bi omenil, mogoče tudi uporaba, to bi moja specialnost, da bom zelo malo govoril, ampak zelo v pomoč nam je bila računarija. V bistvu tukaj sem to prevzel ven še nabadeč, s pomočjo FT-ja smo izračunali in v bistvu smo izračunali elektronegativnost na kisiku in elektronegativnost na iridiju. Praktično iz tega in potem še iz iridijevega v bistvu XPS-a lahko vidimo, da iridij se nam niti ni oksidiral iz 4 plus na 5 plus, ampak je ostal nekje na 4,5. Se pravi, da nikakor ne bi mogli samo z nabojem, ki ga izmenjuje iridij, v bistvu razložiti tako visoko kapaciteto, ki je bila tudi nekje 230 mAh na gram. Seveda, pač potrebno je bilo še dodatne raziskave, da potrdimo vse zadeve. Eno je tako imenovana diferencialna kemijska masna spektroskopija, to je metoda, kjer delovno elektrodo date na perforirano teflonsko membrano in v bistvu vse pline, ki nastajajo na elektrodi med delovanjem, črpate ven v masni spektrometer s pomočjo 2 turbomolekularnih črpalnikov. Kaj se tukaj vidi? V bistvu vidi se samo, da imamo nekaj CO2 na nastajanju, tudi nekaj kisika, ampak
ta količina kisika je 1/10, približno še pod desetinko tistega, ki je ponavadi v tistih NMC-ih, se pravi tistem začetnem primeru. Se pravi, da je veliko manj kisika se tudi izloči in verjetno je to posledica degradacije elektrolita, ker potem v kasnejših ciklih tega ni. Naslednje, ker smo v bistvu šli pogledati, kakšna je struktura zdaj popolnoma oksidiranega vzorca. Prvo je, isto, kar smo predvidevali, lahko samo sistematično izčrpamo iz te strukture določene litije, določeni litij nam ostane, tako da nam struktura ostane, v bistvu, da ne kolapsira. Obenem se nam pa spremeni tudi delno simetrija te strukture. In v bistvu, kar je zanimivo, zanimivo je predvsem, kako se, da ruteni iridi ostanejo praktično enako koordinirani. Se pravi, mi izčrpamo ven, ne spremeni se v bistvu oktaedična koordinacija iridijev, kar pomeni, da je material izredno stabilen. No, to je bilo potem dokazano tudi z elektronsko mikroskopijo, v bistvu ta HEDF, tukaj v bistvu je, se vidi, da praktično, če se spomnite tiste prve slike, je praktično enako. Tukaj smo v bistvu še detektirali izredno majhno količino interstitijskih mest, se pravi, tisto, ki sem na začetku rekel, zaradi močne kovalentne vezi, ni kationskega nereda noter. To je vzdolž prečno na celost, to je vzdolž celosti, pa vidite heksagonalno razporeditev. Bolj zanimiva je ta slika, kjer je v bistvu ta ABF, se pravi Annular Bright Field STM, kjer pa v bistvu mi vidimo pozicija lahkih elementov, se pravi litija, kisika, tudi litij, ki to pri nas ne bi mogli videti, ker pa nas nimamo v bistvu sistema za gledanje litija, bi pri nas bi lahko gledali samo kisik. Drugače pa bi se dalo tudi v bistvu vsako narediti, razen litija. No in tukaj se sedaj vidi, da so dve različni dolžini vezi. Verjetno, jaz to težko vidim, pa verjetno vidi to, ampak zjurjen mikroskopist to takoj vidi. In seveda, če se to podaljša na veliko skalo, se še boljše vidi. Kaj to vidimo sedaj tukaj? Vidimo, da imamo v bistvu strukturo, predpostavljeno strukturo, ki je bila narejena na osnovi neutronske difrakcije v Grenoblu. In v bistvu smo naredili neutronsko difrakcijo na začetni strukturi in na tej popolnoma oksidirani strukturi. In če pogledate, kaj se nam v bistvu samo kisiki premaknejo. Samo v bistvu večkrat se premaknejo, ampak dobijo s tem, da dobijo naboj, to, kar sem prej omenil. Se pravi, da vstopajo v elektrokemijsko reakcijo in to je v bistvu sedaj pa ključ za ta science članek. Praktično mi smo presegli to paradigmo, da lahko litij-ionski akumulatorji delujejo samo na osnovi prehodnih kovin in števila izmenjanih prehodnih kovin. Da, če se kisik vključi v to elektrokemijsko reakcijo, potem v bistvu imamo irreverzibilne reakcije in tako propad materijala. No in da je to res, smo potrdili s tremi metodami, transmisijo, neutronsko spektroskopijo in tudi računarijo. In praktično, če pogledate, številke se dokaj dobro ujemajo. No, to je pa v bistvu tisto, kar sem prej rekel, tisto ABF. Praktično lahko pogledate, to je iridi, ki je heksagonalno obdan s kisiki. In potem pa imate, tole so kisiki noter in tole je v bistvu od litija do litija pozicija. Če se naredi ta še linijski prerez, vidimo dva kisika in se lahko izračunajo razdaljeni kisiki. In to je v bistvu med iridijem in tukaj in so noter dva kisika. Se pravi, te razdaje so določene na statistični način na osnovi takšne. Ja, in vse to skupaj, kot sem pa že omenil, pač omogoča stabilno strukturo. Medtem ko pa, če imamo noter kositer, pa nam kositer povzroča, ker pa kositer nima tako močnih orbital in nima tako močnega kaplinga s kisikom, pa nam omogoča, da nastaja nered okrog kositra in potem se ta nered samo širi koncentrično in praktično pride do tiste spremembe v elektrokemiji in do degradacije. Če zaključim, praktično, kaj smo si sedaj en bolj generalni zaključek, to smo pokazali, to deluje. Ampak generalni zaključek je pa lahko tak. Mi imamo določeno napetost, 4,3 volta,
kjer se nam potem, če nam pride prehodna kovina, mislim, če nam pride elektrokemijska krivulja do 4,3 volta, nam pride d-orbitala že v področje p-orbital kisika in nam v bistvu začne kisik vstopati. In takrat, če nam začne pri tej napetosti kisik vstopati noter, v bistvu smo pri napetosti, ki je, če pogledamo sedaj proti standardni vodikovi elektrodi, približno 1,3 volta. Vemo pa, kaj se z vodo naredi, če jo pač oksidiramo više kot 1,3 volta. Izločamo kisik. Se pravi, v tem področju se nam bo začel izločati kisik. Če imamo možnost najti elemente, ki delujejo znotraj tega potencialnega vakna, bo to reverzibilno. No in to je v bistvu bilo dokazano z številnimi materiali, kot jih vidite tukaj. In tukaj bom kar citiral v bistvu slajd, ki je Erik imel. On je rekel, this is nice and this is bad. This is really bad. And this is something in between. In to je v bistvu tisto, kar pa bi radi imeli. Iridi verjetno mogoče ni najbolj primeren. Ruteni, bi če rekel, še manj primeren, ampak glede na ta razklona vesoljska tehnologija, da bo prevzela tisto, kar sem začetku pokazal. Na koncu še acknowledgement, v bistvu sem kar danes naredil copy-paste iz članka, se pravi, nažalost nisem še dal mnoga programa noter, ampak upam, da bo veljalo na RRS, tudi za naš program, novo številko imamo. V bistvu je pa, to je članek, ki je od danes naprej na voljo, da lahko preberete in v bistvu je pa to delo, v bistvu neka stajnica razvoja laboratorija na baterijskem delu in praktično gremo v sklop teh raziskav, ki so potrebne, da bomo zadostili pogojem, ki so bili zdaj v bistvu v Parizu prejšnji teden, se pravi imeti nekako brezoglično družbo, vsaj do konca našega življenja, pa mi potem mogoče kakšne leto kasneje. Hvala lepa. Hvala lepa za to izvorno predstavitev. Zdaj bi pa prosil vodjo laboratorija za kemijo materialov še za par besed. Lepo znaš z moje strani, malo bolj dobro, tako že prav več, vse je povedal Robert. Mogoče samo to, samo to bi omenil, da gre za dosežek z področja materialov, se pravi, znanost ima ogromno nekih ved, disciplin, vej, kakorkoli že pač imenujete. In materiali, material science je ena od usmeritev, ki je zelo razširjena po svetu in tudi v Sloveniji. Gre tudi, znamo, da je kar znaten delež, recimo, Arhusa sredstev za to področje, kar je seveda dobro, ampak po drugi strani je pa konkurenca na tem področju tudi izjemno velika. Samo recimo na področju baterijskih materialov, danes ne vem, če obstaja prav velik najpomembnejših inštitucij na svetu raziskovalnih, da ne bi imelo nič iz baterijskih raziskav. Prav vsako najbolj. Pa tudi baterija dela, kar pomeni, da je tak dosežek še toliko težje dosegljiv. Zdaj, kar se tiče našega laboratorija, v našem laboratoriju že kar precej časa nekako stavimo na raziskave, to se spoznamo, raziskave področja energetike, alternativne energetike. Usmerjeni smo materiale za sončevo, za boljšo izrabo sončeve energije, recimo, njihove tehnologije, no in tudi za shranjevanje energije, potem te baterijske materiali. Baterijskimi materiali se ukvarjamo praktično 30 let. No, ampak pomembno je, seveda je bil kar en tak prelom pred nekaj leti, ko je Robert vzel skupino, oziroma vodenje baterijskih raziskav znotraj laboratorija. In od takrat imamo vedno več projektov, kot je sam pokazal, mednarodno sodelovanje se krepi, tudi denarji, ljudi in povezave se izboljšujejo in na to smo zelo ponosni, tako naši skupini, kot mislim, da v celotnem inštitutu. Ampak, če bom čisto iskren, vse te dosežki, ki so do zdaj bili tudi vidni v časopisu, so relativno, poudarjam, relativno majhni v primerjavi s tem, kar je danes pokazano. To je tisto, taka odkritja znanstvena so tisto, zaradi česar smo mi tukaj.
Če tega nimamo, pa lahko nekamo delati. Ne. Tako da, iskren čestitke Robert vseh skupine in upam, da bo takih vseh še zelo.